S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem prazničnem popoldnevu in kot vsak torek ob tem času je tudi zdajle čas za pravljico. Pravlične minute z naslovom S kitkom v svet pravljic pripravljamo skupaj s knjižničarkami Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Danes pa vam bo Ana Miklavčič povedala rusko ljudsko pravljico Divji labodi. Najmlajši, pa tudi vaši spremljevalci, uživajte ob poslušanju. Nekoč je živel kmet svojo ženo. Imela sta hčerko in sinka. Hčerkica, je rekla mati, z očetom morava na semenj. Prinesla ti bova piškotov in pisan robec. Bodi pametna, čuvaj bratca in ne hodi iz hiše. Starši so odšli. Hčerka pa je pozabila, kaj so ji naročili. Položila je bratca v zeleno travo, sama pa je stekla na cesto k otrokom. Tedaj so prileteli divji labodi, pograbili bratca in ga odnesli na svojih krilih. Deklica se je vrnila domov in iskala bratca. Nikjer ga ni bilo. Gorje, gorje, je klicala, jokala in tekala sem in tja. Bratca ni bilo nikjer. Stekla je na polje. Daleč na obzorju je zagledala oblak divjih labodov in že so izginili za temnim gozdom. Tedaj se je deklica spomnila, da so ji labodi odnesli bratca in je stekla za njimi. Tekla je in pritekla do pečice v poti. Pečica, ljuba pečica, povej mi, kam so leteli labodje? Najprej jej moj rženi kruh, pa ti bom povedala. O, ne, pri nas doma jemo le ješčmenov kruh, je odvrnila. Pečica je molčala. Deklica je tekla naprej in je pritekla do jablane. Jablana, ljuba jablana, povej mi, kam so leteli divji labodi? Poskusi moja kisla jabolčka, pa ti bom povedala. O, pri nas doma jemo le rdeča jabolka. Jablana je molčala. Deklica je tekla naprej. Preko steze je tekel mlečni potok, bregovi pa so bili iz sladke kaše. Mlečni potoček, ljubi potoček, povej mi, kam so leteli divji labodi? Pij najprej moje mleko in jej mojo kašo, potem ti bom povedal. O, pri nas doma jemo le sladko smetano. Mlečni potoček je umolknil. Deklica pa je tekla in tekla preko zelenih travnikov in skozi temne gozdove, dokler ni srečala ježa. Rada bi ga sunila s poti, ker pa se je bala, da bi se zbodla, ga je vprašala. Ježek, mogoče si videl, kam so leteli divji labodi? Poglej, ji je pokazal jež. Deklica je pogledala in zagledala hišico na kurjih nožicah, ki se je vrtela okoli in okoli. Na okenski polici pa je sedel bratec in se igral z zlatim jabolkom. Komaj je sestrica zagledala bratca, se je tiho priplazila, ga vzela v naročje in ga odnesla. Tedaj so prileteli divji labodi in ju zasledovali. Bili so že čisto nad njima. Kam naj se skrijeta? Mlečni potoček je tekel preko steze. Potoček preljubi, skrij naju. Najprej pij moje mleko in jej mojo kašo. Deklici ni preostalo drugega, kot da je pila mleko in jedla kašo. Nato jo je potoček skril pod svoj breg. Divji labodi pa so leteli naprej. Deklica se je splazila izpod kašnatega brega in rekla: prisrčna hvala, in podala se je z bratcem naročju na pot. Divji labodi so se obrnili in jima prileteli nasproti. Kaj naj stori? Pritekla je do jablane. Ljuba jablana, prosim, skrij me, najprej jej moja zelena jabolka. Deklica je brž ugriznila v zeleno jabolko in jablana je ovila deklico s svojimi vejami in jo pokrila z listi. Divji labodi so leteli naprej. Deklica je stekla izpod jablane in je tekla proti domu. Labodi so jo opazili in so leteli za njo. Skoraj bi jo že došli.
Udarjali so s perutmi in jih hoteli iztrgati bratca. Na srečo je stala pečica kraj poti. Pečica, ljuba pečica, skrij me. Najprej jej moj rženi kruh. Deklica je brž vtaknila v usta košček rženega kruha in skočila z bratcem v peč. Divji labodi so vrščali in plahutali s krili, nato pa so odleteli. Deklica je urno tekla proti domu. Še dobro, da je prišla ob pravem času, preden sta se oče in mati vrnila s sejma.